No, Tine, kak si preživel zadnji, kdo je že, kaj smo se Pretekli mesec, Slab mesec, ne? Slab mesec, ja. Kako sem ga preživel, pa mislim, da v redu. Ja. S kaj novega po gruntu? Zdaj te malo napeljujem na tisto, kar si prej omenil, ne? Da bo začel govoriti. Ja, vem, bi rajš v enem drugem, ne. Aha, ok, no Pač prav. lahko oboje omenim, ne. No prav, ok. Se pravi, tisti app, ki si mi ga priporočil za Windowse, oziroma za monitor. Kjer app? Flux. Ja, Flux. Flux, ja. F.lux, če bo Google. Najprej sem si ga inštaliral, pa sem si mislil, what the fuck, ne, tole pa ni za mene, ker pač barve spreminja. Ja, ful je bizarno. Zelo je težko, ampak ti si rekel, da pač da ne en čas ga probam, pa bom videl, ne. Sam sem pa tudi tak, da pač ne bom, sem hotel dati priložnost, ne. In zdaj pa uporabljam to, ne vem koliko časa že, več kot en mesec. In sem se navadil. Si se navadil in zdaj ti je boljš? Ne vem, če mi je boljš, mi je všeč. Mogoče bi bilo smiselno povedati, kaj sploh app dela, ne? To ti povej, ne. Ok, Flux je aplikacija za, mislim, da za Windows in za Mace, ne? In za Linux, ki spremeni barvo zaslona, zato da zvečer in ponoč, ko delaš, da ti svetilno zaslona oziroma toploto zaslona spremeni bolj primerno svetlobi, ki jo imaš v sobi, ker ponoč imaš ponavadi neko luč prižgano ali pa si celo v čisti temi in je boljš kot ta modrikasta svetloba, ki prihaja iz navadnih monitorjev, je boljš, da ti sveti v neki taki topli luči, ne. Baje, da to ful pomaga tudi pri samem spancu, da te ne drži tukaj pokonc po noč, bolj naravno začutiš neko utrujenost in tako naprej in tudi za same oči je boljš, ne. In pač, ko si enkrat to inštaliraš, ti pol moraš določiti, v kateri regiji živiš, ne, da pol glede na time zone naprava ve, mislim, aplikacija ve, kdaj je sončni zahod, ne, da začne takrat toploto spreminjati in pol to tako čisto naravno počasi spreminja, v parih minutah se v bistvu toplota spremeni in gledaš zaslon v drugih bolj toplih barvah. Ampak se oči čisto navadijo na to, dejansko nič ne opaziš. Imaš pa opcijo za kakšne dizajnerje, pa tako, ki rabijo imeti ta pravo svetlobo, da vidijo, imaš pa opcijo, da izklopiš to. Ali pa če film gledaš, ne? Če desno klikneš na app, ne vem, če si to vedel, tam spodaj na ikonco, desno klikneš, pa imaš movie mode in ti izklop za 2 ure, ne? Viš, movie mode? Pa res, cool. Ja, no jaz sem pač, moje prvo mnenje je bilo, ko sem si inštaliral, sem te vprašal, ker ta app pač ni namenjen temu, da delaš po noči, ne? Ker je ful taka oranžna, rdečkasta barva, ne? In sploh, če imaš pod napačnim kotom gledaš, ne, je ful moteče. To te tudi po drugim, ne, sili, da sediš zravnano bolj, oziroma da si monitor premakneš. Tako, ja. Naklon. Ampak ja, zdaj sem pa nekako, ja, mi je okej. Kot inženir se pa ne bi strinjal, ne, s tem, da pač, okej, to je nek približek, ne, da sledi sončnemu zahodu, ampak da bi to bilo res tako, ko mora biti, bi mogel v bistvu ta kamera še zraven snemati barvo svetlobe, ne, pač, oziroma intenziteto sobe, svetlobe v sobi, pa bi dobil res ta prav učinek, ne. Aha, ja, to je res, ja. Ampak kaj se ti je velikokrat zgodilo, da je bilo neprimerno? Ne, ampak se zdaj več niti ne opazim, da imam ta app gor, ampak čisto tako, ne. Hočem reči, pol služi namenu, ne? Ne rabiš komplicirati, ker je enostavna rešitev dovolj dobra, ne? To je pa res. To hočem reči. Mislim, da morava nekaj povedati, ne? Da sva končno našla ime tega podcasta. Ja, to je res, ja, dolgo sva rabila, da sva pogruntala. Ja, da sva pogruntala, da sva se strinjala, pa da sva zadovoljna, ne, z imenom. Ja. No, zakaj bi ti rekel, da se reče sinapsa? Zato, ker je to neka povezava med nama v prvi fazi, povezava kot tudi neka prijateljska vez, po drugi strani pa trenutno zdajle povezava, imamo nek odnos, se pogovarjava, si izmenjujeva informacije. To bi tako na kratko, da ne bi preveč. Kaj pa ti? Ja, jaz bi pa rekel, da zaradi tega, ker
Pač sinapse v možgani so tiste, ki so krive za to, da sploh lahko komuniciramo, da sploh lahko razmišljamo in ker velik del najnega podcasta je ravno temu posvečen, temu razmišljanju pa raziskovanju tega, kaj so možgani sploh zmožni. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da tudi kar dobro ime, da kar dobro zajame to srž, ne? Tega, koliko nas motijo stvari in tega, koliko, recimo tvoja ribja kost, ne? To je definitivno neke čudne sinapse imaš v glavi, da doživljaš te ribje kosti, ne? Isto jaz z mojimi skoraj kompulzivnimi obsednostmi s kljukcami, ne? So tudi neke sinapse za to krive. Ne? Ja, zihar, ne? Ja. Tako da ja, pač, pa tak geeki, ne? Ja. Tako, ja. No, ko smo že glih omenili ribjo kost, ne, pa je to tak perfect segue, ne, bi te kar povabil, da začneš svojo, kako bi tem rekel, to mesečno temo ribje kosti. Tako da Travmo. Tako, ja. Povej mi, Tine, kaj je tvoja zadnja travma, ki si jo doživel? Sicer ni zadnja, to moram pač povedati, da ni zadnja, ampak je pa ena izmed travm, ki jo večkrat pač razlagam. Pa na tej točki bi še nekaj drugega rad pač dodal okoli te rubrike. Ne? Jaz to rubriko dojemam kot nekaj, kar veliko ljudi pač izpade, da sem tak kritikaster. Ne, jaz bi mislil, da te odrešuje. Ne? Mene odrešuje, ampak drugi bojo dejansko mogoče tako na prvo žogo misli, da pač sem tak zatežen, nergač, tako kot sem razmišljal o tem, ne? Tudi samo ime, pa kaj dejansko bom tukaj govoril. Ampak jaz pa mislim, da bolj tukaj bom povedal take stvari, ko druge tudi motijo, pa dobenem ne povejo. Se strinjam, ja. Tako da prosim, morate se poistovetiti, ne, s tem. Ja. Sem prepričan, da del poslušalstva bo definitivno se najdel v tvojih travmah. Drug, mogoče bi si drzno reči večji del poslušalstva, pa ne bi si upal špekulirati za kakšen procent, ampak skoraj prepričan sem, da večji del bo pa vsaj doživljal to kot en čudovit vir zabave. No. Veš, to si me pa presenetil zdaj s tem zadnjim. Kaj si pa mislil, da bom rekel? Da bo večji del pač to dojemal kot nekoga, ki teži. Ne, jaz mislim, da ta delež bo bil zelo majhen. Jaz definitivno zelo uživam v tvojih razlagah o vseh teh raznih. Že to, da jih poimenuješ travme, je zelo, zelo zabavno. Ok, kaj je ta zadnja travma oziroma ribja kost? Je teden restauracij. To, ne vem, poznaš? Daj mi malo povej. Sicer malenkost vem, sestra se dosti poslužuje tega, ampak nisem čist na tekočem, pa nisem. Zdaj je šla na zadnje? Veš kaj, ne bi vedel. Ok. Pač to je dejansko nek projekt, ki se zgodi 2-krat na leto. V ta projekt so združene vse najboljše restauracije v Sloveniji, ki dajo nekaj na sebe oziroma ki se rade deklarirajo, da imajo vrhunske šefe in vrhunsko hrano. Vsi ostali pač povprečen Slovenci jih dojema kot zelo drage in da si ne more pač hrano njih privoščiti, zato gremo zelo redko tam. No, s tem projektom pa oni želijo dejansko približati to vrhunsko kulinariko nam navadnim smrtnikom, ne? Za sprejemljivo ceno. Ne? Veš, tukaj bi te malo ustavil, preden greš v to tvojo ribjo kost. Ne? Zakaj? Jaz sem že, ko mi je sestra omenila ta koncept, ne? Sem se spraševal, zakaj misliš, kaj je tle poslovni model? Kaj mislijo, da bojo s tem, ker bojo približali navadnim smrtnikom, pod narekovaji, da bojo pridobili nove stranke, ki bi si vseeno mogoče kdaj privoščile tisto drago večerjo, ali gre to samo za to, da razkažejo, veš, kaj jim finančno to koristi? Jim to sploh finančno koristi? Pač to so samo moje teorije in hipoteze. Pač rekel bi, logično bi bilo, da dejansko to delajo zaradi tega, ker želijo pridobiti kasneje pač nove stranke, ne? Ampak po mojih izkušnjah, ne, pač moje mnenje ni takšno, ampak bi prej rekel, da imajo premalo strank in s tem pač sam filajo proračun, ki ga drugače tako ne nafilajo, ne, zato ker noben ne pride tam. Oziroma premalo ljudi hodi tam, ker so predragi in na koncu 2-krat na leto imajo to en teden, takrat pač zaslužijo verjetno v enem tednu tu, ko drugače zaslužijo, ne vem, v nekem časovnem obdobju, mogoče malo daljšem. To je samo moja teorija, ne, in
sploh zato, ker kak odnos je, ne? Ker to je pol tista ribja kost, ki me pri vsem skupaj moti. Ne? Zato bi tako rekel. Ne? Bi bilo pa meni tudi osebno bilo logično, da bi pol prišel, ampak glede na to, ne, da je to že itak pristal v ribji kosti, jaz ne bom šel več nikdar na teden restauracije. Pač sam koncept se mi zdi ok, moti me pa predvsem to, da si pač na tem tednu restauraciji pol obravnavan ko v neki menzi oziroma ko na tekočem traku, ti na hitrco znosijo gor, ne? Zato, da bi se te čim prej znebili, oziroma ker se jim ne da, ker dejansko boš plačal manj kot regularni gost. Me pa moti tudi to, pač tega ne razumem, zakaj bi to naredili, ne? Če bi želeli, da bi polje še kdaj prišel, ne? A sem pač kao drugorazredni gost ali kaj. Po eni strani me to tudi spominja na študentske bone, ko dejansko gostinec dobi čisto isto denarja za tisto kosilo, kot če bi ga pač jaz plačal brez bona. Ne? Ja, seveda. To pomeni, da za njega ni nobena razlika, ne? Ampak pač vsi gostinci študente pač obravnavajo kot drugorazredne goste in jim tudi na ta način ali dajo slabšo hrano oziroma gledajo na njih zviška. In tukaj čisto isto vidim. Če se vrnem nazaj na teden restauracije, jaz bom tukaj kar javno izpostavil te dve restauraciji. To je bilo Grad Otočec, pa JB. Vrhunsko priznan Janez Bratuš. To je najboljši, eden izmed najboljših, ne vem, ali prvih treh, ali pa najboljši šef v Sloveniji, ki me je pa še dodatno razočaral. Pač moram poudariti, da v obeh restauracijah je bila hrana dobra, okusna. Bi rekel, da vrhunska? Ne. Pač do določene eni hodi, ja, drugi ne. Ampak ni to fora, pač ni me to zmotilo. Pač to sem bil zadovoljen. Zmotil, pač to me pa ponovadi zmoti pri različnih stvareh. Odnos, sploh pri JB-ju, dragi Janez Bratuš, ki verjetno tega ne boš nikoli poslušal, ampak bom vse naredil slabo reklamo, ker sem bil razočaran. Pač situacija je bila takšna, mi smo bili zadnja skupina, to je bilo lani, ko smo šla za njo, in če si zadnja skupina, pač pričakuješ, da takrat se jim pa več ne mudi, ker ne bo prišla nova skupina. In oni so nama znosili tiste 3 hode tako hiter gor, da pač jaz jih nisem mogel pojesti tako hiter, da sem imel v enem trenutku pač več krožnikov, ne vem, juho pa še glavno jed že kar gor. Koliko hiter so pa to gor znosili, pa ti lahko dam samo za primerjavo to, da sem jaz zraven še vzel vinski tris, pač vsako vino ob hrani, in sem jaz z ženo sem jaz prišel uživati, ta večer, Jaz nisem prišel pol ure požreti, tako ko grem na malco, sem prišel uživati in ker tako hiter so pa gor te stvari znosili, da sem imel v enem trenutku 3 kozarce na mizi in so bili vsi skoraj polni. Ker pač ti si mogel tako hiter piti. Pač lahko bi tako hiter spil, sam jaz sem prišel uživati, oziroma celo še prvega sem vohal, pa tako malo na zdravo, pa rečeš 2-3 besede, se pogovarjaš. Je že novo so prinesli, Anja pa vmes meni, pa dej, za tabo je že pojel in spil. Pa sem rekel, dobro, no, jaz mislim, kaj sem prišel zdaj se kle nalit, ali sem prišel pač imeti s tabo lep večer pa uživati, Bi rad več časa s tabo preživel. In to me je v bistvu najbolj zmotilo, na koncu, pa itak, pač vse sem to vedel, ampak spet pa ni tukaj poceni vse skupaj, kot pač predstavljajo. Ja, glavna jed, pa ta starter, pač juha, je vse skupaj bilo pač 15 € na osebo. Pa rečeš, ajde, vrhunska restauracija, cenej, ok. Sem pa si mogel še, če si hotel vinski tris itak posebej, je bilo tisto še 12 €, pa še sladica je bila, ne vem, 5 ali 6 €, Tako da na koncu na osebo več ni tako, pač je bila večerja tista 50 € plus, ni bilo več tako poceni, kot oni predstavljajo, ne bomo pocenili. Zato bi pa, če že ne zaradi drugega, pa že spet zaradi tega pričakoval pač nek boljši odnos. Boljši odnos, To me v bistvu ful zmoti. Pač ja, to moram še povedati, Poleg, ne vem, kakve so sicer redne cene, Že ta ni bila nekaj najbolj poceni, je ambient za nič, lepo je urejen, pa tako. Ampak lokacija sama, noter, veš kaj? Ne vem, nič ne vem o tem. Janez Bratuš ima ta JB restauracijo na Miklošičevi. To je una ulica prva,
ko greš iz železniške. Ja, Nobel Burek, ne? Nasprot Nobel Bureka. Ja. Noter v uni stavbi od Triglava, ne? Aha. In je pač, ambient je nikakav, ne? Ja. Kaka cena, ne? Šef pa ne vem kaj. Tako da ja, moraš še enkrat javno povedati, da nikdar več ne grem k JB-ju, pa bi verjetno drugače šel. Pač ne grem zato, ker ni bilo dobro za jesti, ne grem zato, ker je slab ambient, ampak zato, ker je slab odnos. Ker pač jaz si tudi lahko vsake toliko časa privoščim 100 ali pa 150 evrov za večerjo z ženo. Sam pač JB jih ne bo dobil. Ja, razumem, ja. Tako. In hkrati pa cel ta koncept, se pravi tedna restauracije, da zaokrožim, ne? Ja. Tudi zaradi tega ne bom šel, ker sem zdaj po 2 sem videl, kako je stanje. Pa tudi z drugimi, ko sem se pogovarjal, je dosti podobno, ko so bili v drugih restauracijah. Ker najprej sem mislil lani, oziroma prvič sem bil na Gradu Otočec, da je to pač enkrat bilo tako, ne? Zdaj je bilo še drugič tako, pa kao najboljši restauraciji v Sloveniji. Tako da ne bom niti več riskiral, raje bom šel kot reden gost nekam, pa plačal več, pa pač pričakoval odnos, kot da bi šel še kdaj, da bi podprl ta projekt. Ok, če nadaljujeva, zdaj prihajava iz mojih travm na v bistvu tvoje travme, ne? Dejansko. Sicer se drugače imenujejo, ne? Mogoče bi mogli imeti ime podcasta travme, ne? Travma. Na optimizacijo življenja, ne? In, ja, ki je zaenkrat še delovni naslov. To je delovni naslov, ne? Ja. Kak bi ti bil pa ljubši? Ne vem, nimam ga še. A bi dali tukaj avtomatik? Avtomatik, ja, mogoče. Avtomatik. Ker si imel ti frčata, avtomatik? Ja, imel sem frčata, ja. Pa mislim, ker jaz ga nisem imel. Ja, dobil sem ga, za birmo. Ker jaz sem namreč birmanec, ne. Sem upravil vse zakramente razen maziljenja. Ker ti se pol, moraš umreti, ne? Ja, za maziljenje moraš umreti, ja. Pol je poroka, ne. Je še en zakrament, ki ga nisem upravil, pa mašniško posvečenje. To sem pa pred kratkim izvedel, da obstaja. Ja, to je pa tisto, ko se na župniki dobijo, ne? To je tudi zakrament. Baje, no. Tako mi je ena, ki je pač dosti bolj tako v teh krogih verskih pojasna. Ker jaz namreč samo na papirju član Rimokatoliške cerkve. Moram pa reči, da sem celo imel že trenutke, ko sem razmišljal, da bi se prav izpisal ven. Čist iz štosa, ker me zanima, kako bi to izgledalo. Dragi moj Rok, ko boš šel, oziroma ko se boš pozanimal, da mi povej, kaj so v bistvu kljukce, ne? Da to narediš, kaj bi jaz to isto rad naredil. Boš šla z roko v roki? Jaz bi šel s teboj. Tako, ko sem šel z ženo pred oltar se cerkveno poročiti, glavno, če nadaljujeva, jaz bi pač, mislim, da imete rubrika avtomatik, bi ti pristala. Avtomatik, ja, mi je kar všeč. Ok, se pravi, imamo ribjo kost in avtomatik. Dragi Rok avtomatik, kaj si nazadnje zautomatiziral? Rok avtomatik, to mi je pa všeč. To mi je pa zelo všeč. Rok avtomatik. Kaj si zautomatiziral nazadnje? Veš kaj, bral sem eno novo knjigo. The Checklist Manifesto. Si že slišal za njo? Mislim, da si že omenil. Ja, Checklist Manifesto je knjiga, ki jo je en doktor napisal o tem, kako je, brez da bi prevelik spoilal o knjigi, sicer gre za non-fiction, ne? Je knjiga, ki govori o tem, kako pomembne so checkliste, kako pomembni so seznami za obkljukati, zato da ne delamo ključnih napak, ne. In to se mi je zdel zelo zanimiv primer, ki je v knjigi na samem začetku povedan, ko so v 30 letih razvijali Američani novega bombnika, ne. So dali razpis ven, vojaška vojska, ameriška vojska je dala ven razpis za novega bombnika in 2 firmi sta se potegovali, ne. Ena je bila Boeing, druga je bila pa neka, kot bi rekel, Mark & Johnson ali pa Smith & Wesson ali pa neki, sicer Smith & Wesson so orožje. Ne, neka druga, zelo no-name firma za letala, ki je bila... Razpis je bil... Stark Technologies, ali kaj so bili? Stark, ja. Razpis je bil zgolj formalnost, ker so vsi vedeli, da bo Boeing dobil razpis, ker je bil njihovo letalo, tisto, ki so ga oni razvili, je bilo
ene 4-krat boljše od tistega drugega. Več bomb so ladali gor, hitreje je vozilo, več goriva je lahko imelo in tako naprej. Ne? In tako da na dan, ko so pač delali te zadnje teste ali nekaj takega, so pač tistega Boeinga zapeljali na vzletno stezo in da bo vzletel in letalo se pelje po stezi, vzleti in ne vem, 10-20 sekund po vzletu se postavi na bok in pade dol in eksplozija in katastrofa. In logično pač pade, ne? Boeing zgubi kontrakt, dobi ta druga firma, ne? In celo je bilo tu katastrofalno, da izgleda, da bo Boeing propadel zaradi tega, ne? In se šele pol s časoma pobral. Ne? In pol so časopisi pisali o tem letalu, da je too much airplane for one man, ne? Ker pilot, ki je vozil to letalo, pilotiral to letalo, je naredil eno od ključnih napak, tako čist navadna napaka, nek gumb bi mogel pritisniti, ki ga ni pritisnil in zaradi tega je letalo ni bilo pripravljeno za vzletne pogoje in je zaradi tega pol se postavilo na bok in padlo dol. Ne? Kao, ne bom. Ja, pač niso pravi settings in ne grem naprej. Tako, ja, tako nekako. No, pač. V glavnem, in so časopisi pisali o tem, da je šlo za človeško napako, zaradi tega, ker je naprava bila prekompleksna za človeka. Ne? Tako so vsi časopisi takrat pisali. Ampak ameriška vojska je vseeno želela uporabljati tako letalo, zato so jih vseeno, kljub tomu, da so vzeli tisto drugo letalo in jih serijsko začeli proizvajati, so vseeno vzeli ne vem, na pamet govorim, 10-20 teh Boeingovih letal in so dalje delali teste na njih. Ne? Ker kar jih je čudilo, je bilo to, da tak je strmoglavo, ne? In cela posadka pa zaradi tega umrla. Ne? To ni bil neizkušen pilot. Ne? To je bil pilot, ki je imel že tisoče in tisoče ur letenja za sabo in je bila to ena taka res čudna napaka, da je naredil. Ne? Taka stvar, ki jo vedno moraš narediti v letalu, ampak tle, ker je bilo tukaj več teh nekih knofov za pritiskati, je pač pozabil tisti en knof pritisniti. In so zaradi tega začeli vseeno probavati vzlete in je pol nekako naravno prišlo od tega, da so začeli te ameriški vojaški piloti si delati checklistov, flight checklist, se je reklo, kjer je bilo nekaj ključnih elementov, ki jih moraš narediti pred vzletom, ki jih moraš preveriti, če so narejeni, da lahko sploh vzletiš. Ne? In je na tak način se razvila pilot checklist, ki je zdaj ena taka ful debela bukva, ki je tudi digitalno na letalih noter naložena, ki služi za ful različnih primerov, ne samo za vzlet, ampak tudi med samim letom, za razne situacije, ne vem, crknejo motori, kaj storiti, pritisk v kabini se spremeni, kaj storiti. Ne? Imaš vedno checklisto, ki ti pove, kaj moraš preveriti. Ne? V bistvu to je protokol. Protokoli, ja, na nek način. Ne? Fora je samo to, da gre za neke catch-all situacije, mislim, za neke lovilce napak. Ne? Ko si v nekih stresnih pa težkih situacijah, kjer imaš kompleksne manevre za početi, se velikokrat zgodi, da neke čisto preproste stvari pozabiš. Ne? In zdaj sem začel razvijati checkliste v svojem lifeu. To je zdaj, odkar smo se nazadnje pogovarjali do danes. Zdaj sem v ful štartni fazi. Ampak mene pa bolj zanima, kakšna pa zdaj razlika med checklisto pa med to-do listo? Ja, to-do lista je nekaj, kar moraš narediti, ne? In kar obklukaš in je pol narejeno. Ne? Je naloga. Ne? Checklista je pa pri vsakem projektu, pri vsaki stvari so določene stvari, ki jih težje se spomniš. Ne? Tiste stvari, ki se jih težje spomniš, so tiste, ki bi pasale na checklisto. Ne? V knjigi noter je omenil avtor, da so dveh vrst. Ena je, da preveriš, kaj moraš narediti in bolj tisto narediš. Drugo je pa, da na koncu sam preveriš, če so vse stvari bile narejene. Ne? Da nisi kakšno stvar pozabil. Odvisno od tega, kakšne sorte naloga je, si zasluži ali eno sorto checkliste ali pa drugo sorto. Ne? Oziroma, a bi tudi pa lahko rekel, da na koncu, ko greš čez to check-do listo, greš še enkrat čez njo, pa da vidiš, aha, sem res to naredil. Ne, ker če je prve sorte, pa itak slediš korakom. Ne? Okay. Ne? Imaš korake in dokaj ne narediš prvega koraka, ne moreš narediti drugega koraka. Ne? To takrat paše taka checklista. Ker ključno pri checklisti je to, da ti ne ovira proces. Ne? Mora biti kratka, mora biti hitra, ker če dolg časa vzame, pa če je preveč natančna, da bo čisto vsak korak noter napisan, pa boš nehal delati, ker ti bo motila proces. Ne? Recimo pri dizajnu definitivno ni dobra
checklista, kjer so koraki navedeni po vrsti, ampak je boljša tista, da na koncu samo preveriš, ker dizajnerski proces se različno odvija. Enkrat dobiš idejo za centralno temo, drugič začneš z barvo, tretjič začneš z napisom, ne? Ja, bolj kreativno, ne? In se ne lotiš vedno na isti način, ne? Tako da bi mogla biti do checker, kako se že reče pač. To je glede checklist, no. Zaenkrat sem na začetku razvijanja tega koncepta, ampak moram reči, da to-do-list kar raste in da moram zdaj že kar malo razmišljati o tem, kako bom reorganiziral malo vse te projekte, ki jih imam, ker malih je že veliko, ne? In terjajo mogoče nekateri, da bi pasali skupaj, ne? Tako da bom mogel malo razmisliti o tem. Tako da tista slika, ki sem jo dal pri prejšnjem podcastu, poleg za projekte pa recimo za rutino, ne? To bo mogoče se malo spremenilo v kratkem. Ko se bo, lahko takrat tudi povem malo več. To si audiobook poslušal ali si bral knjigo? Ne, bral sem jo s tistim Kindlom, ki sem ga popravil. Ne? To sem mi razlagal? Ja, ti si razlagal. Nisem ne v podcastu. Ne, tako. Bom enkrat v podcastu. V podcastu sem zato. Zdaj pa prehajava na fun facts, oziroma kaj sem se naučil v preteklem mesecu. Je v bistvu opisni naslov. Ja. Pa zdaj, glede na to, da ti nimaš teme, pač bi te prosil, da ti začneš. Ja, nič, pred kratkim sem sicer v enem drugem podcastu slišal za to, pa tudi ti si rekel, da si že... No, jaz sem na valu 202. Ja. Včeraj. Ja, v glavnem, nek mejnik se je spet postavil glede, mogoče bi rekel tem, umetne inteligence, no, v res zelo osnovni obliki. Go je kitajska vrsta šaha, če bi mogel res zelo na enostaven način povedati. Gre za... Uber for X. Si poznaš? Ne. V glavnem Uber za šah. Uber za šah. Ja, Uber za šah, ja. Ni, ampak ja. Gre za ploščo z 19 polji, oziroma gre za črte, ne? In ti postavljaš na mreže, ne? Iz 19 črt vodoravno in 19 črt navpično. In ti postavljaš krogce na te križce, ne? En ima črne, drug ima pa bele. Ne vem več o sami igri. Ja, v glavnem je pač en ta super računalnik je premagal človeka, ne? In to zdaj jemljajo kot en tak strašen mejnik v umetni inteligenci. Moje osebno mnenje je, da to ni noben big deal. No. Moje isto, ne? Zato, ker na valu 202 so tako izpostavljene, da to je pa zdaj res že fascinantno, ne? Ker je tukaj različnih kombinacij in da je pa zdaj pa to lahko računalnik človeka premagal, da to je pa top, ne? Kar se meni zdi nič... Ja, hvala Bogu, ne? Računalnik lahko milijon kombinacij, ali koliko jih tukaj imaš pri tej igri, veliko prej zračuna kot človek, ne? Se že niti, ne vem, 7 plus 43 ne more zračunati. Gre za to, da na čist drugačen način sploh rešuje, ne, te probleme. Računalnik brute force problem, ne? On pač pogleda vse možne kombinacije in najde tisto, ki je zanj v danem trenutku, po njegovem mnenju, pač kakorkoli so pač že napisali algoritem, ne, najboljša, ne? Kar ni isti način reševanja miselne uganke, kot ga ima človek, ne? Človek nima možnosti sprocesirati vseh opcij, ki so dane, ne? Tako da, ja. Sam je pa kle ena, pač kaj so pa drugo povedali, da kaj tukaj, zakaj je tak preboj bil, da dejansko se je ta računalnik naučil igrati, ni bil sprogramiran, kako mora v bistvu, se pravi, kater algoritem naj uporabi, da bo čim prej to rešil, ker to dejansko je pol iskanje nekega minimuma oziroma maksimuma, matematično gledano, ne? Ampak da ni bilo to, ampak da se je on naučil... Ampak to ni nič novega. Ja, ne, ni. To je načeloma isti ta algoritem. Uporabljajo skoraj vse posod zdaj že, kar se tiče reševanja teh najbolj kompleksnih problemov, ne? Od prepoznavanja črk na zaslonu, ko hočejo z računalnikom to narediti, do tega, da računalnik recimo zdaj bolj efektivno kot človek prepoznava prometne znake pa cesto, ne? Z temi samovozečimi avtomobili, ki bojo čez par let bili na trgu vse posod, ne? Jaz sem bil v takem laboratoriju, ne, zaposlen. Pač tukaj je sam fora, da ti nekem predmetu, recimo sliki, nekem objektu, v tem primeru daš neke značilke, ne? Pač opišeš sliko na nek drug način, ne? Te črte oziroma
oblike pogrupiraš, ne? Na ta način to dela, oziroma drugo so pa pol tudi razni algoritmi, nevronske mreže, ko so že ful stare, ne? Ki pač rešitev podobno išče, kot pač so sinapse v možganih. Drugo so pa pol razni evolucijski algoritmi, ne? Ki pač so sprogramirani na način, da posnemajo naravo, ne vem, mravlje, genetiko in tako naprej. Ja, glih zdaj sem gledal 2 TED Talka, če se bom da me spomnim, pa bomo dali v show notes, ki govorita ravno o umetni inteligenci. To sem po tistem, ki sem slišal za to novico, me je zanimalo, kje smo trenutno z umetno inteligenco na taki bolj poljudno znanstveni ravni. Ne? In kam greš? Pa greš na TED, pa si pogledaš, če kak zanimiv TED Talk na to temo. Ne? In sem si pogledal 2, ki govorita ravno o tem. Recimo, kako računalniki prepoznavajo predmete na slikah že dobro, ne? In jih lahko opišejo z človeškim jezikom. Ne? Tako je bilo dosti fascinantno mi. Ja, mislim, ne zdi se mi nič posebnega, ne zdi se mi noben poseben mejnik, da je pač zdaj pa premagal eni težji igri, kot je šah, težji za računalnik. Ne vem, kje je težje, ali šah ali go, mislim, da gre samo za različne vrste. Ne, pa je, da je go težja. Da je. Ker imaš več kombinacij. Ampak ja, pač, jaz bi pa glih rekel, da je to za računalnik lažje. Ne? Lažje kot za človeka, ja. Definitivno. Ja. Samo mogli so boljši računalnik narediti, ne? Da so prišli. Ja. Ni to noben mejnik, ki kaj velik, nekaj malega pove o tem, kje smo na stopni do te tehnološke singularnosti, ne, kjer pač umetna inteligenca premaga človeško inteligenco, ne. Ampak ne pove nam pa veliko o tem, zdaj, ker je to še vedno isti način reševanja problema, kot ga je imel računalnik takrat, ki je tisti IBM-ov komp premagal Kasparova v šahu pred 30 leti ali 20. Ja, pred kratkim je pa unen kvizo, ne? Ja, v Jeopardyju premagal. Ja. Kar je tudi zanimiv mejnik, ne? Ampak spet ni ne vem kakšen. Ne? Pač samo ena črta, ki se je potegnil na neki dolgi poti do nekega cilja, za katerega ne vemo, ali bo bil pozitiven ali negativen za človeštvo. Kaj ti misliš, da bo singularnost dobra za ljudi ali slaba? Ne vem, pač ali pa dej najprej definiri, kaj je. Ja, pač jaz bi sam dodal k tvoje razlagi singularnosti, da pač singularnost je dejansko, pač, koliko jo jaz razumem, pa kaj sem jaz prebral, da to ni, mislim, na en način je točka, ko bo umetna inteligenca premagala človeška, ampak bolj mi je všeč razlaga, da to je v bistvu točka, od katere naprej pač ljudje, človeška inteligenca več ne bo razumela umetne inteligence, ne? Ker se bo čist na en drug način, na svoj način in tudi ful hitrej razvijala, da bomo mi sploh ne bomo več dojemljivi za to. Ne? Jaz si tako predstavljam to tehnološko. Ja, ampak načeloma pravijo, da že to na kakšen način rešuje probleme pri goju računalnik trenutno, da sploh ne razumejo, na kakšen način prije do teh rešitev. Da so tukaj kompleksne že te rešitve, da človek ne pošteka. Zakaj je sprejel tako odločitev v tem trenutku? Se pravi, da po moji razlagi smo že. Ja, ne, tako da ni čisto. Bolje je to, da v tistem trenutku bo doživela, kako se že te reče, Murov zakon. Eksponentna. Ne, drugače pa eksponentna. Eksponentno rast bo doživela umetna inteligenca, z tega, ker bo samo nadgrajevala se bo še lahko, ne, sama sebe, ne, kakor jaz razumem. Sam se, ne vem, ne bojim se, imam ful rad tehnologijo, ful rad imam napredek. Zdaj zadnje čase sploh kakšni bolj priznani podjetniki, ne, kot Bill Gates, Elon Musk, so začeli opozarjati, da je to nevarno oziroma financirajo projekte proti takšnemu razvoju. Ampak načeloma nisem tukaj poglobljen v to in strah me ni. No. Me bolj mi je zanimivo, kaj se že zmožna danes tehnologija. Ful je bil zanimiv mi ta TED Talk, kjer je tip govoril o tem, kaj moramo razviti, preden pridemo do te singularnosti. Ne? Ker en ključnih problemov pri umetni inteligenci, ki se lahko poraja, je, da si ne bo delila z nami moralnega kodeksa. Ne? Ker če ti rečeš, in to je bil primer, ki ga on dal v TED Talku, recimo razvijaš neko tehnologijo v smer, da bi priklicala nasmešek na obraz ljudi. Ne? In da je to ena od gonil te tehnologije, ki jo razvijaš. Ne? In zdaj pride do umetne inteligence, ki doživi singularnost,
ki začne izpopolnjevati samo sebe. Ne? In recimo, da je eno od gonil to, da pač zadovoljuje ljudi. To se nam zdi, ok, to je v redu, cilj, ne? Tehnologije, da je človek zadovoljen. Ampak tle noter lahko tehnologija, ki ne deli z nami moralnega kodeksa, pač eno od najboljših korakov k temu cilju je ta, da bi pač, ne vem, usadil neke žice v naše možgane in bi nam kar začel sprožati impuls, da doživljamo ves čas srečo, ne? In bi iz ljudi napravil neke naprave za srečo, ne? Kar ne bi bilo v interesu človeštva, ne? Ker človeštvo pa izgubi ves smisel. Ne? Ampak za tisto umetno inteligenco bi bil pa to najbolj logičen korak in bi bil vsak naš korak, ki bi jo hotel ustaviti na tej poti, bi bila grožnja za to rešitev, ki je pač primarna njena funkcija. Ne? In da zaradi tega, in to prav on v TED Talku, ne spomnim se imena, ampak bo v linku noter, on pravi, da je zato nujno potrebno usporedno z razvojem umetne inteligence razvijati tudi, na kakšen način definirati tehnologiji, človeški. Moralni kodeks je sicer moj izraz, ki sem ga jaz uporabil, on je drug izraz uporabil. Ampak to, da pač tehnologija razume nas in da razume to, ko je v Asimovi te zakoni robotike. Ne? Ja, to sem glih hotel sem to omeniti. Ja. Kako so že, da jih pogooglili? No? Robot človeka ne sme poškodovati oziroma mu škodovati svojim nedelovanjem. Robot mora ubogati ukaze, razen če so v nasprotju s prvim zakonom. Robot mora zaščititi sebe, razen če je to v nasprotju s prvima zakonoma. No, to je zanimiva osnova, ne? Ampak najbrž polni luken, glede tega, kar sem pravkar povedal. Ne? Verjetno. Tako da v tej smeri bi bilo treba razmišljati, ne? Kako definirati, da ne gre za nekaj, kar ti sprogramiraš v napravo, kar lahko pol naprava odprogramira, ampak da gre za način, na kakšen ga sploh začneš programirati napravo, da je pač rešitev, da pač ne more zaobiti tega. Ne? Ker mi itak imamo ogromno programov, ki se jih da, vsak program se da shekati, ne? Ima neke varnostne luknje, čez katere lahko priješ. Takoj, ko obstaja program, obstajajo varnostne luknje v njem. Ne? In to je problem tega. Ne? Umetna inteligenca bi lahko videla v svojih lastnih pravilih nevarnost za izpopolnjevanje njenih pogojev za obstoj in bi zaradi tega pač shekala svoja lastna pravila. Ne? Zaradi tega moraš to na drugačen način rešiti. Ne morejo biti zakoni, ki so pač v matrici noter zapisani. Ne more nekaj druga biti. In to je tisto, kar je on izpostavljal. Da bi bilo treba to razvijati, pa razmišljati v tej smeri, da bomo mi to že narejeno, razrešeno vsaj do neke mere, da takrat, ko mi pridemo do tega, da pač umetna inteligenca obstajala, je pač ta umetna inteligenca postavljena na tak način. Ne, da... Najbolj važni so temelji. Ja. Tukaj prijemo do zanimive korelacije, se mi zdi, s Fermijevim paradoksom. Ne. Fermijev paradoks pravi, če je res, ne, ker vesolje je ogromno. Ja. Strinjamo se tudi, da v vesolju je ogromno planetov, ki so zmožni za življenje. Je res? Ja, jaz se strinjam. Torej, če je obe številki sta neskončno veliki za našo predstavo. Ne? Torej, če je skoraj neskončno veliko planetov zmožnih za življenje, potem najbrž obstajajo še drugi planeti, na katerih se je življenje razvilo. Ne? Tako. Že samo, če ga definiramo tako, kot naše življenje obstaja. Kaj šele, če rečemo, da življenje lahko obstaja tudi na čist neke druge načine? Že same statistične verjetnosti. Tako, ja. Zakaj potem, če je toliko možnosti za življenje, zakaj potem, ko pogledamo v vesolje, nikjer ne opazimo nobenih znakov življenja? Razumeš? Nikjer ne opazimo nobenih vesoljskih ladij, ne opazimo nobenih umetnih postaj v vesolju, ne opazimo enih ogromnih mostov čez vesolje. Veš kaj, nič od tega ni, ne? Nič od tega ni, ko gledaš v vesolje. Zakaj ne vidimo ničesar, ne? To je ta Fermijev paradoks. Zakaj, če obstaja takšna velika verjetnost za življenje, zakaj ni nobenih znakov življenja druge? No in da razrešiš Fermijev paradoks, ena od rešitev bi bila, da najbrž obstaja točka v razvoju vsakega inteligentnega življenja, kjer to inteligentno življenje samo sebe uniči. Ne? In mogoče, in jaz sem to zadnjič razmišljal, da mogoče ta točka je točka singularnosti. Tukaj zdaj lahko zabluzimo do konca, ampak glih to je največja fora. Od točke singularnosti več ne vemo, ne? Ne vemo, ja. Jaz mislim, da tukaj najbolj za zaključva. Ker ne bova prišla. Ne bova prišla, ampak ok.
kjer fun fact sem se pa jaz zdaj naučil, danes dejansko. Aha. Se je zelo očitna stvar, pa tudi pač znala, nekje v zadju imamo vsi to, ampak jaz sem pa danes to spet opazil, ne? Kdaj se ptice zbudijo oziroma kdaj začnejo ptice peti. Ti veš kdaj? Ne. Pač ponovadi, ko se začne delati dan. Ne? Ja. Kdaj se začne delati dan? Ko se začne svetlo delati. Ne? Recimo, ne? Pač ni nujno, da je tako malo bolj mračno. Ne? Zakaj pa kdaj sem jaz to opazil? Ne? Prej sem ti povedal, da zdaj hodim zjutraj ob pol šestih, zbudim se ob 5, ob pol 6 grem pa na sprehod. Ker se mi... Psom? Ne, sam s seboj. Aha. Na sprehod pa zato, ker se mi ne da še laufati, ker sem zdaj malo izven kondicije in bom to kasneje začel. V glavnem, pač zanimivo, ne, zakaj sem jaz to opazil, oziroma zakaj sem začel razmišljati, da se ptice zbudijo, pa zato, ker sem šel v ponedeljek in v sredo šele 15 do 6 na ta sprehod, skozi pač gozd, in so pač ptice pele. Ne? Ja. Bilo je zelo mračno, temno, tako da bi pač normalen človek bi rekel, da je še noč, ampak očitno se je delal dan. Danes, ko sem šel pa 15 minut prej na sprehod in je bilo vse tiho. Vse je bilo tiho, pa sem rekel, kaj je zdaj to, ne? Kaj je zdaj narobe? Ne? Pač opazil sem zato, ker je bilo nekaj drugače. Ne zato, ampak nisi takoj opazil, da ptice ne pojejo? Ne, nisem takoj opazil. Pač hodil skozi gozd, tako študiral, pač nekam tiho je bilo. Ne? In pa sem rekel, pa res, ptice ne pojejo. Koliko pa to, da ne pojejo? Kaj je danes drugače? Pač res, da je bilo slabše vreme, ne? Danes je tako deževno, prejšnje dneve je bilo pa sončno. Pihal je ful, sem rekel, pač to verjetno ni. Edino, kar se je pač z mojega sprehoda spremenilo, je to, da sem šel 15 minut prej. Pa ko sem hodil, sem rekel, ajde, da vidim, ko bom šel nazaj, pač ko grem do enega gasilskega doma, 2 km v eno smer, 2 km v drugo, če se bo kaj spremenil. In res, ko sem šel nazaj, ko je bila ura cirka 15 do 6, tako ko je bila prej pač ponedeljek in torek, so ptice začele peti. Zanimivo. In pač pa sem fotru zjutraj to rekel, sem omenil, je bil tudi že pač po konci, rekel, se to je pa stara modrost, sine, ne, koliko tega ne veš. Sem rekel, pa sej, v bistvu se imam nekje v zadju, ne, ampak sam zanimiv se mi zdi način, na katerega sem zdaj to opazil. Tako da mislim, da nisem pa zdaj imel časa, oziroma nisem si vzel časa, da bi malo bolj se poglobil po Googlu, a je to res ali ni, ampak mislim, da je zelo logično. Ampak kdaj? Ja, ko se začne delati dan. Aha. Ampak pa si opazil trenutek, kaj je razlika, koliko vejo one, da se je začel delati dan? Je pač malo bolj svetlo začne postajati. Ni pač ura. Pa misliš, da to zaznajo ali pač imajo neko notranje uro, ki jih zbudi? Pa jaz bi rekel, da zaznajo. Se pač spijo na vejah, v zuni. Je malo drugače, kot če si v neki sobi. Ja, pač začutijo, z očmi. Z očmi začutijo, ok. Ja, pač z optičnimi senzorji. Moram reči, da sem pričakoval nekaj več od te zgodbe. Se ni, ne? Malo me je pustila razočaranega. Ker skozi do konca, ne? In mislim, da se bojo strinjali tudi drugi z mano. Do konca še pol tam, ker rečeš pa fotra reče, pa vse to je stara modrost, ne? In sem čakal, da bo zdaj pa povedal to staro modrost, ne? Kaj je zdaj ta stara modrost? Veš, ko so te pregovori, ko se svit pokaže, ptica več ne laže, ne vem, nekaj, veš, da bo neka stvar bila. In pa bi bilo tako, pa res, kako so bili modri ti stari ljudje, ne? Ja, priznam, da ni tako zanimivo, je pa pač, ko začel se delati, je beli dan. Aha, tako? To si zdaj izmislil. Ja, ker ni to je iz unga, una pesem, ne? Kjera? Ta narodna, ko se 100-krat ponovi. Ne poznam. Tam dol na Ravnem polju. Stoji en beli grad. Beli grad, ne? Ja, in pa se je vračal nazaj, ko delal se je beli dan. Ja. Ampak to, ne, pač dobro, to je lajno. tam ni ptic not, ne? Ni ptic not, ampak ja. Bila bi pa bile, ne? Pač stara modrost je to, da ptice začnejo peti, ko začne se delati beli dan. Aha, ok. Zdaj pa kdaj je to, ne? Pa se pač tako kot Flux, ne? Ta app. A ja, misliš, da imajo ptice, da ko se rodijo, da morajo izbrati kjeren time zone so, tako kot Flux? Pač njim ni treba izbrati, ne? Ker so skozi v istem, ne? Problem pri Fluxu je, ker je to globalno distribuiran app, ne? Ptica pa vedno na enem lokalnem, oziroma se premika, ne? Kaj pa, če so selivke? Če so selivke, pa pač
Res je, da to se, pot adaptirajo. Ne, res je, da se premikajo z severa na jug, ne iz vzhoda na zahod. Ne. Pa imaš zihar tudi ptice, ki grejo z vzhoda na zahod. Ne. To bi bilo zanimivo pogledati. Ja. Ampak tako jaz bi rekel, da ja, pač zaznajo. Ne? Ok, cool, zanimivo. No, je fun fact. Ja. Fun fact je, ni pa. Ptice imajo določeno uro, ob kateri se zbudijo. Če greš prej na sprehod, je tišina, če greš kasneje, je pa trušč. Pa A te moti ta trušč? Pa ne bi rekel, da imajo uro. Ne? Pač, ko zaznajo, da se začne Ja, svetiti, hočem reči, se nisem tako mislil ura. Ja. Pač, da se zbudijo, v nekem določenem času se zbudijo. Ne. Da ni, da se počasi zbujajo, ne, ena, druga, tretja, ampak pač nekaj časa je tiho. Ne. Ali kaj ne od tega odnesem? Ne vem, kaj ne odnesem od te tvoje zgodbe. Pustilo me je ful praznega, ta tvoja zgodba in ves čas čakam, da bo nek zaključek rabim. Ni, zaključek je ta, da mogoče pač danes ljudje zelo radi spimo, ne? Zgodi se, redko kdo ostaja, sploh od nas mlajših. Ne? Pejte kdaj na sprehod v naravo, zgodi zjutraj, pa boste slišali stvari, ko jih pač drugače ne. Ja, pa se ptice tudi čez dan slišiš. Ja, pač ne slišiš pa tišine. Ne? Sinapsa je podcast, ki izhaja prvega v mesecu. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa nas poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Černerd Walker. Z vami sta bila Roksanda in Martin Blazinšek. No, se eksponentna rast v bistvu celotne tehnologije že ves čas, ne? Ja, pa je eksponentna rast? Ja, še pač, vedno. Ja, pač kaj ti razumeš pod eksponentno, ne? Zdaj bova spet zašla. Pač lahko je pač eksponentna funkcija je zelo lahko položna, ne? Pa ful v neki neskončnosti začne ful rasteti. Lahko je pa zelo, ne vem, hitro. Ja, ok, imaš prav, ja. Lahko ima v bistvu v potenci ima lahko število večje od 1. To pomeni, da bo ful hiter šla gor, lahko ima pa manjše od 1. Ja, seveda je in pol ne gre, ja. No, ampak ok, ta, kako bi rekel, laična uporaba eksponentne rasti, ne, pač ta, da bo umetna inteligenca v nekem danem trenutku eksplodirala, ne, bo... Ja, laična uporaba bi eksponentne funkcije si vsak predstavljala po moje kvadratno, ne. Aha. Pač na kvadrat vse. Ja, vem, ampak kvadratna gre v obe smeri, ne. Govorim samo v to smer. Zdaj se lahko še odločimo, kako bomo gledali, ne. Pač kjer kvadrant, ne. Ampak, če gledamo... Govorimo o kvadrantu pozitiven y in pozitiven x, ne. Enka, ne. Ja. V prvem kvadrantu, ne. Tako, ja, ne vem, kako si sledijo. Ja, ne, zdaj mogoče kdo to posluša, bo rekel, da več nimamo pojma v matematiki, ne. Bo Martin bo narisal en primer tega, kakšna je eksponentna, pa kakšna je kvadratna funkcija, pa bo to dal vse skupaj v show notes. To je isto, ne? Kvadratna pa eksponentna. Eksponentna je, kvadratna je vrsta eksponentne? Ja. Pa kač se eksponentnost... Ja, kaj je dvojka. Ja. Ampak hočem reči, da vsi si pač eksponentno rast predstavljamo kot kvadratno, ne? Zato, ker se v vsakem koraku, pač v naslednjem koraku je dvakrat več osebkov oziroma stvari, kot prejšnjo. No, ok, to smo res ful zašla, to bomo po mojem.